Dober dan v naši jesenski oddaji za zdravje. Danes bomo malo več govorili o celiakiji. Oddajo začenja priznana naturopatinja Erika Brajnik, ki smo jo obiskali v njenem Saeka centru v Ajdovščini. Erika, danes bomo govorili o celiakiji. Veliko ljudi ima problem s to boleznijo. Ja, absolutno. V bistvu podatki so takšni, da 30% svetovne populacije je nosilec gena za preobčutljivost na gluten. Torej imamo določeno predispozicijo v telesu. Vendar zbolijo samo od 2 do 5% svetovne populacije. To je pa čisto druga statistika in dosti bolj hvaležna. Zakaj se to zgodi? Zdaj moramo pogledati zdaj črevesje od noter. Mi vemo, ker je znanstveno dokazano, da kdor ima celiakijo, ima v telesu poraščene slabe mikroorganizme. Torej imamo več streptokokov, malo več klostridija noter, escherichia coli, torej nimamo laktobacillu, toliko nimamo bifidobakterij in to. To je dejstvo, tako je črevesje celiakaša. Zdaj, če mi imamo predispozicijo, smo nosilec predispozicije, kjer so sprožilci bolezni, pol v končni fazi se vprašamo, ne? Recimo, vemo, spet znanstvene študije dokazujejo, da uporaba antibiotika favorizira porast patogenih mikroorganizmov, klostridije, streptokoki in tako naprej. Torej, posredno je lahko sprožilec te bolezni pri nekomu, ki ima to predispozicijo. Torej, kako bomo zdaj mi to malo si razložili in rekli? Imam veliko strank, ker trpi pač za celiakijo, ker ima težave, eni bolj močne, drugi manj močne. Pomaga, kaj pomaga? Normalno pomaga se prehranjevati na takšen način, da hranimo telo z dobrimi bakterijami. Torej, ena integracija probiotična z dobrimi bakterijami sigurno dobrodošla, to mora biti skoraj konstantna pri nekomu, ker ima tako bolezen, ampak zelo pomembna je prehrana. Zelo pomembno, ni res, da celiakaš mora jesti vse, ne, spisek, samo da je brez glutena, valjda. To ne bo šlo kar tako, ne? Tako. Recimo, ta gluten tudi je taka malo modna muha, ne, kjer dobimo veliko izdelkov iz glutena, brez glutena, kjer pa recimo imamo belo moko, ne, samo je brez glutena. Bela moka je sladka, torej sproži in hrani patogene mikroorganizme. Tako. Torej, vedno mora biti polnozrnata moka, to je zelo pomembno. Torej, nekdo, ki ima celiakijo, bo zbiral polnozrnato moko brez glutena. Nekdo, ki ima samo eno intoleranco na gluten, bo zbiral polnozrnato moko, ki ima po defaultu manj glutena, ampak ta moka ima minerale, ima vitamine, ima kalčke, ima vse noter, kar bela moka nima, še glutena nima nič. Ne v končni fazi. Potem takšna oseba bo tudi zbirala, da ne bo uživala mlečnih izdelkov, ker mlečni izdelki so spet imajo glikemični indeks, sladki jogurti recimo, sadni jogurti, tako je vse sladko. Ali pa tudi siri, ne, kjer imajo pa inzulinski indeks visok in spet hranimo patogene mikroorganizme. Pri eni taki težavi, ko je celiakija, jaz svetujem ta moj vranični jedilnik, ki ureja inzulinska nihanja in ki dejansko hrani cel prebavni trakt. To pomeni, da začnemo recimo dan z sproseno kašo, ker pride v želodec bazično in zelo prav razkuži prebavni trakt. Uživamo veliko zelenjave in malo sadja, ker sadje je sladko, na žalost, tako da sadje boljše. Nekdo, ker ima takšne težave, ga da dopoldan in ga ne uživa popoldan, ker mu pač nismo vsi za vse. In tudi to moramo vedeti, je zelo pomembno, da spoštujemo te zakone narave. Ko nam narava daje sadje, ga uživamo normalno svežega, nekdo, ki ima celiakijo, dopoldan, ki trpi za celiakijo. Ko je pa zima,
in sadje je manj, lahko uživamo tudi suho sadje, ampak vedno dopoldan oziroma zjutraj, ker vse, kar je termično obdelano suho, je toliko bolj sladko. Po zimi, ko je mraz zunaj, bomo mi več sladkorja porabili samo zaradi tega mrazu. Zato gre suho sadje po zimi. Poleti z njim nimamo kaj delati na jedilniku. Erika, pa se da ne zbolimo, čeprav smo recimo v tisti skupini? Ja, v bistvu teh 30%, ki nosi ta gen za predispozicijo, jo lahko ne aktivira, če se pravilno prehranjuje. Tako da dejansko nimamo teh pojedin, ni zdaj taka fora, ko smo rekli, v glutenu, ampak je dejansko potrebno pogledati kvaliteto živil, da niso rafinirane moke, da nimamo belih sladkorjev, da nimamo slavnih mlečnih izdelkov. Zelo dobro je, da uživamo zelenjavo, zato ker je polna vlaknin. Te vlaknine so normalno dobre za naše črevesje. Zelo dobro je, da uživamo tudi surovo zelenjavo, ne samo kuhane, ker surova zelenjava je polna prebavnih encimov, medtem ker kuhana zelenjava tega nima, ker oni so termično občutljivi in nad 40 stopinj izumrejo. Mi v naturopatiji govorimo o vitalni energiji. Vsako živilo ima svoj procent vitalnosti. Če mi zberemo svežo jabolko iz vrta, ima več vitalne energije kot tisto, kar je bilo en mesec v trgovini. Druga stvar je pol, kolikor je škropljeno, kolikor ni škropljeno. Zato tudi vse to, kar imamo, recimo bifidobakterije, mi jih dobimo v kapsuli probiotika normalno, vendar jih dobimo tudi na solati. Tako da je zelo pomembno, da mi uživamo surovo zelenjavo, tudi kuhano, ampak tudi surovo. Pisano, torej jedilnik, zmeren zelenjaven, bazična alkalna večerja, zato da hranimo dobre bakterije v našem telesu. Mi moramo vedeti, da naš prebavni trakt sestavljajo v 5% toksične patogene bakterije, ki so lahko tudi smrtno nevarne, torej mikroorganizmi, ki se nahajajo v prevalenci v nosu in požiralniku. Potem imamo pa 80% neutralnih in 15% dobrih. Mi moramo igrati z hrano oziroma hraniti zdravje, da tistih 80% se ne bo nikdar obrnilo proti nam. Torej, da so dobri, da delajo za nas. Tako da hrana je tista pol, ki jo tehta vse skupaj in pomaga tudi zdravilu, da pravilno deluje. Erika, hvala tudi za današnji nasvet. Hvala vam.